v razvojni zadrugi E3. Predstavljamo se tudi zaradi tega, ker smo se letos odločili poskusno pridelovati konopljo. Vsejali smo 2 hektara, pa bi v bistvu predstavila bi zadrugo in nekako naše načrte. Razvojna zadruga E3 ima v bistvu 2 taka formalna zadružnika, in sicer Jazon in pa Zavod Jazon. Jazon je invalidsko podjetje, Zavod Jazon je pa zaposlitveni center. V bistvu E3 zadruga je izšla iz potreb v bistvu za Jazona kot oskrbovalca pisarn. Nadgradil je potem celo vrsto novih področij in v Zavodu Jazon potem tudi karierni oziroma zaposlitveni center za težko zaposljive skupine. In se pravi, prerasli smo v E3 skupnost, bi že lahko rekli, ki združuje 270 podjetij. Se bom kasneje vrnila na to, kaj to pomeni. E3 pomeni ekologija, ergonomija in pa ekonomija, seveda v smeri etične ekonomije. Naše poslanstvo je zaposlovanje ranljivih skupin, se pravi, gospodič na levi je skoraj bil pred kratkim, je dobil štempelj, kot da je nezaposljiv. Mi smo mu v naši skupnosti dali mesto, in sicer bil je poškodovan v prometni nesreči in zdaj predava po šolah o prometni varnosti. To se pravi čisto konkretna izkušnja človeka, ki je doživel popolno spremembo življenja. In pa tle sta tudi 2, ki sta izgoreli v svojih prejšnjih poklicih oziroma ena v zdajšnjem, Lenka Puh, ki je na rehabilitaciji in bo zdaj začela zopet polovično delati. Zdaj naše delo je zelo raznoliko. Smo oskrbovalci pisarn, smo Kickstarter baza, to se pravi tudi podjetjem, ki so zdaj začela kot Kickstarter, nudimo podporo embaliranja, logistike in take zadeve. Delujemo po principu oziroma po konceptu krožnega gospodarstva. Ena od teh dejavnosti so kozarci za ponovno uporabo, se pravi večje prireditve, tam lahko najamete naše kozarce, jih operemo, to se pravi dostavimo, dvignemo in operemo in so potem nared za naslednjo uporabo. Lansko leto smo se odločili, da bomo pa tudi na zemlji poskusili. In sicer ob tem, ko smo izgubili en velik posel, smo naše zaščitnike, kot jim rečemo, angažirali tudi pri pridelavi buč, krompirja, pora, in izkazalo se je, da je zelo dobrodošla sprememba delovnega mesta, kajti pri nas je vodilo, da prilagodimo delovno mesto posameznikom in ne obratno. Sodelovali smo tudi na Ani desetnici. Zdaj, kar pa tudi vzpostavljamo, je pa E3 točka. V podjetjih uvajati zdrav zajtrk z lokalno pridelano hrano. In v soboto je bil pri Studiu 12, so imeli dogodek na temo boljše hrane in lokalne pridelave, tako da smo tam bili tudi prisotni. Nekaj utrinkov iz našega dela z zemljo na zemlji. Izkazalo se je, da so res naši ljudje zelo zadovoljni s tem, ko lahko spremenijo okolje. Prej smo govorili o ekonomiji, ergonomiji in ekologiji. Začela bom kar z ekologijo, to se pravi, krožno gospodarstvo je bistvo našega delovanja. Uvajamo E3 postaje po podjetjih, se pravi zbiramo surovine za ponovno uporabo, kot je papir, tekstil, igrače, in pa tudi potem lahko najamejo podjetja kozarce za ponovno uporabo.
Trajnostni turizem delno paše v ekologijo, kajti Zero Waste Picnic Plac, če se tako izrazim, smo ustanovili oziroma smo ga pripravili v Starem Malnu pri Vrhniki, vabljeni tja. Pripravljamo program in konkretne akcijske plane glede odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in pa tudi, kot sem prej omenila, v bistvu predelava in pridelava hrane. Zaenkrat še ni ekološka, ampak bomo delali tudi na tem. Karierna rehabilitacija, se pravi prilagajanje delovnih mest posamezniku, ergonomija, se pravi človek je v središču pozornosti in ne obratno. Zadružna šola je en sistem, kako bi vpeljali, se pravi, kako bi najprej izobrazili naše zaposlene in potem tudi v bistvu krog ljudi, ki bojo, se pravi, obiskovali našo šolo in v zadružništvu izvedeli osnovnosti. Zdaj vem, da potekajo ta prizadevanja tudi drugod po društvih oziroma zadrugah. Coworking prostor je tudi ena taka prilagoditev, sanacija arhivov, tudi tukaj delajo naši zaposleni, čiščenje prostorov, to so v bistvu naše dejavnosti. In pa preventiva za zdravje na delovnem mestu, kot sem prej omenila, E3 točko, zdaj, če bo možnost, bi jo nadgradili v potujočo kuhinjo. Etična ekonomija, družbeno odgovorna darila, to se pravi, ko recimo podjetje se odloči, da bo E3 točko pri nas oziroma uvedlo v svojem podjetju, se pravi zdrav zajtrk na delovnem mestu in nekako propagiranje zdravega načina življenja nasploh, omogoča delo ranljivim skupinam in s tem v bistvu omogoča tudi delovna mesta za te skupine. Se pravi, namen je tle družbena odgovornost. Alternativno valuto skušamo vzpostavljati in pa tudi z Humanotero smo zagnali iniciativo za pravično banko, ki pa se zaenkrat bo realizirala v slovenski pravični zadrugi in potem s časoma prerasla v banko. Doseženi rezultati, zelo smo ponosni na nove poklice, to, da delovna mesta nekako se oblikujejo v lokalnem okolju in pa seveda spreminjanje navad je v bistvu naš slogan, tako naših navad kot navad podjetij in se pravi celotne družbe, ne. Ker ena od bistvenih stvari, ki gre z roko v roki s tem podjetniškim delom, je seveda zniževanje stroškov. To se pravi zniževanje stroškov tako podjetjem kot sami državi, to se pravi socialnim transferjem in podobno. Da ne govorimo v tem primeru sicer ne moramo govoriti o zniževanju stroškov, ampak o zadovoljstvu zaposlenih, ki z veseljem hodijo na delo, ki so veliko bolj zadovoljni, vključeni so v neko socialno okolje in s tem se jim tudi recimo količina zdravil zmanjša, tako da v bistvu je pozitivnih učinkov precej. Eden od pozitivnih učinkov je tudi nabiranje oziroma, ko smo zbrali leta 2013 smo zbirali papir za celulozo, se pravi, ena varianta je, da naredimo beton, konopljin beton, druga varianta izolacije je pa, da s celulozno izolacijo obdamo hišo. In smo zbrali papirja, s katerim smo lahko 6 hiš oblekli in s tem v bistvu 7 delovnih mest novih vzpostavili. Se pravi, človek je tisti, ki je bistven v naši skupnosti, seveda ne izumljamo nič novega, ampak poskušamo najti, katere so potrebe in